Živijo in lepo pozdravljeni v ponedeljkovem angelskem navdihu. Sem Manca Razboršek, avtorica knjige Angelski svetilniki, life coach in pa mentorica ženskam, ki želijo aktivirati svojo žensko esenco, uživati v življenju in navdihovati druge. In pred nami je spet nov teden, vstopili smo že v Strelca, tako da so se energije od tistega škorpijona od prejšnjega meseca oziroma obdobja majčkeno premaknile, upam, da jih čutite. Malo bolj veselo bo vse skupaj, malo bolj sproščeno. Tako da poglejmo, kaj angeli pravijo na to, oziroma kakšne energije nas čakajo, kaj se je premaknilo, kaj se ni premaknilo, in kaj nas čaka prav v tem tednu. Prva karta je vitez zraka. Vitez zraka je energija, ki je zelo hitra, ki je zelo tudi mentalna. In sicer stvari, ki se začnejo zelo hitro dogajati. Mi imamo ta občutek, da bi se mogle stvari dogajati počasi, oziroma da jih včasih imamo že ta občutek, da jih skoraj ne obvladujemo več. Ampak čas je pospešen. Predvsem je pospešen zato, ker se dviguje naša vibracija. In višja kot je vibracija, več stvari se lahko naenkrat pravzaprav manifestira. Tako da, ker ste oziroma smo kreatorji, ker imamo misli, ki se zelo intenzivno lahko prizemljijo, se tudi stvari lahko zelo intenzivno dogajajo. Torej, če imate svoje misli neurejene, potem boste to videli tudi okrog sebe. In vitez zraka vedno nekako nakazuje nekaj, kar prihaja, neko vizijo tudi, neke ideje, ki prihajajo, a ne. In predvsem pa zna poiskati ustvarjalne rešitve. Tako da naša kreativnost, ko se zbudi, se zelo ustvarjalno lahko potem tudi izraža, oziroma zelo se moramo znajti. In tukaj pri tem nismo sami, imamo svoj razum, ki nam pri tem pomaga. Razum je namreč tisti, ki nam omogoči, da imamo na voljo tiste informacije, kako stvari prizemljiti. Ne kaj se bo dogajalo v prihodnosti, ampak kaj lahko z vsem tem, kar imamo, naredimo zdajle. Tako da ta energija, ki sem jo prej omenila, energija Strelca, je delno tudi tukaj prisotna, a ne. Gremo naprej, gremo z veliko hitrostjo, gremo z entuziazmom, gremo z ustvarjalnostjo, z novimi rešitvami. Petica zraka. Spet zrak. Petica zraka govori o tem, da je potrebno, prej sem rekla, ne, če je razum razpršen oziroma neurejen, in petica zraka govori ravno o tem, da je treba urediti ta razum oziroma ta da je treba pogledati, v kakšni situaciji smo se znašli, kaj se lahko iz tega naučimo oziroma kako lahko potegnemo ven najboljše, kar je možno. Hkrati karta, v bistvu tudi, ko je narisana, samorogi na njej tišijo glave skupaj, kar pomeni več glav več ve. In ne rabite vsega sami, dajte se posvetovati, dajte se dobiti s kom, ki mogoče več ve ali pa ima drugačen pogled, ni nujno, da več ve, samo da vam da neki drugačen pogled in da pogledate, kakšni so vaši nameni, ki so v ozadju. Se pravi, kaj je vaš namen, kaj si pravzaprav prizadevate. Se pravi, če želite nekaj doseči, pa pride nekaj drugega, da je ena drugačna energija, se stvari ne odvijajo tako, kot bi želeli. Dajte pogledati namen svoj, kaj je v resnici vaš namen, kaj je tisto, kjer znotraj sebe vaš mogoče ni usklajen z čustvi ali pa z energijo. Tako da tukaj
si kar dajte dovoliti vzeti, kljub temu, da se stvari hitro dogajajo, kljub temu, da jih je veliko, vzemite si čas, da prevetrite in ponovno pogledate vaše motive pravzaprav. In pa tretja karta, ki nas bo malo ven odpeljala, paž ognja. Se pravi, tisto, kjer lahko balansiramo z vsem tem mentalom, z vsem tem razmišljanjem, je naša energija. Kje je naša energija? In tukaj pri pažu ognja, je ena beseda nagajivost, ki se pojavi, se pravi spet ta igrivost. Kako se lahko igrate z vsem tem? Veste, nič ni zabetonirano. Vse je spremenljivo in vi se lahko z vsem igrate. Predvsem pa pejte ven tudi med ljudi, to je bilo že prej pri petici zraka, več glav, več ve. In ko se bojo te energije sprostile, ko se bo vaša mentalna zakrčenost sprostila, se bojo te ogromne količine energije, ki so zadaj, ki čakajo, tudi začele tako obračati, da vas bojo podprle. In spet imamo tukaj izvirnost, iznajdljivost, razburljivost. Se pravi, nekaj, kar vas navdušuje, excitement. Kje ste navdušeni, kje ste wow. In dajte tam več pozornosti tja. Tako da se energija tudi potem začne drugače obračati. Polna luna, ki nas čaka konec tedna, bo definitivno dodala svoje. In če dobro pogledate, evo, tamle zadaj za zmajčkom je tudi polna luna. Tako da ta polna luna bo dodala k vašim namenom, k vašim tistim vizijam, k ustvarjalnosti ogromno ene energije, tako da dajte jo izkoristiti. Ampak tukaj jaz čutim, da ne biti sami, ne je to samota, ni tako, kot so bile pretekle polne lune, ki so nas zelo na noter vodile. Ta gre na ven, kar pomeni, dajte praznovati. Praznujte, kar se to čisto lepo sklada z začetkom veselega decembra in si dajte duška in si dajte na novo odpreti možnosti. Tako da jaz se bom zagotovo v decembru majčkeno več zabavala, kot sem se do zdaj. Kar je tudi seveda smiselno po vseh teh seminarjih, ki sem jih imela, in boste lahko čist kratke izvlečke videli tudi po koncu tegale videa in na koncu imam eno posebno povabilo, tako da počakajte do konca videa, mi pa se vidimo spet naslednji ponedeljek, če ne prej, nikoli se ne ve. Lepo se imejte, uživajte in čau, čau. Zato nam je, bom tukaj rekla, nam je odnos tako pomemben. Zato so nam odnosi tako pomembni, ker tam se lahko preliva in teče. Sem varal, bil sem varan, bil sem zelo razočaran od ženske, ki je varala z mano, pa sem mislil, da je z mano šla. Skratka, na vseh možnih straneh sem že bil. Potem sem si pa privoščil 5 let samote. Jaz nisem vedela, kaj bo povedal. Ampak, ko imam jaz narejene slajde, boste točno razumeli, kaj je govoril in kako to sovpada s tem, kaj je moška pa kaj je ženska energija. Da če jaz vseh teh duhovnih stvari, ki jih delam v popoldanskem času, ne prenesem v vsakdanjik, v tisto vsakdanjo službo, vsakdanje odnose, potem rekla, vse skupaj ni nič vredno. In to je ena taka, rečemo lahko, tehnika ali orodje ali način, kako lahko zelo hitro dvignete svojo vibracijo. Najlažji način, da to naredimo, je, da ugotovimo ne, kaj vse nismo, ampak kaj vse že smo. In da poiščemo vse tiste stvari, v katerih smo dobri, ki nam grejo dobro od rok. Ko organiziram seminarje, vedno dobim par mailov ali pa tudi kakšen klic, SMS, da trenutno glih nimate časa, da imate že nekaj drugega planiran, da je mogoče predaleč, pa kdaj pridem bolj v vaš konc, pa marsikaj pride, predvsem tudi, da ni financ ali cel kup enih
izgovorov oziroma opravičil slišim, zakaj ne morete priti na seminar k meni ali pa na tečaj ali pa na meditacijo. In potem, ko je konec seminarja, spet dobim kakšen mail, kdaj bom ponovila, ker takrat bi pa nekdo prišel. Kar se seveda nikoli ne zgodi. Zato, ker če mi nismo resni, potem ni spremembe. In ena taka odlično nadomestilo je platforma BQ Academy. Jaz sama jo uporabljam, kmalu bo tudi en moj tečaj gor in ta vam je na voljo takrat, ko imate vi čas. Ta je vedno na voljo pri vas doma. Ta je vedno na voljo takrat, ko hočete še enkrat nekaj pogledati. V glavnem teh govorcev, seminarjev, tečajev, čudovitih stvari je na tej platformi res ogromno. In tisti, ki vam ni uspelo, da bi se z mano osebno dobili, takrat, ko sem imela 10 mest na voljo, da vas čisto osebno popeljem skozi platformo, imate zdaj novo priložnost. Kliknite, pod tem videom imate link, kjer dobite tudi navodila, kako lahko pridete do platforme in si jo pogledate in kaj vse to pomeni. Tako da zdaj nimate več izgovorov. Lepo se imejte. Čau, čau.